Živijo tukaj Valentin. V medijih sem opazil pred kratkim, da so aretirali kar precej članov vodstva FIFA, to je mednarodno nogometno združenje, najvišja inštanca v nogometu, ki prireja razne nogometne tekme, ki tudi omogoča športne stave. In aretirali so jih zaradi korupcije, zaradi manipulacij z denarjem, zaradi izkoriščanja svojega položaja v svoje lastne osebne sebične interese. Povsod, ker je denar, je veliko korupcije, kajti denar je postal osnovno sredstvo za motivacijo ljudi, zato da nekaj počnemo. Namesto da bi bil zgolj kot menjalno sredstvo za storitve in izdelke, je postal osrednji namen nekaterih ljudi. Kajti z denarjem lahko potem pridobiš različne stvari za svojo osebno potrebe. Nogomet in profesionalni športi so postali zelo dobičkonosen posel, kajti pritegnejo pozornost številnih ljudi in ljudje plačujejo velike vsote za to, da se lahko udeležijo določenih prireditev, športnih tekmovanj. In tudi obetajo si veliko zaslužkov z športnimi stavami. Šport je vsekakor koristna aktivnost za človeško fizično telo, da se lahko izražamo v našem fizičnem telesu, vendar se je sprevrgel v neko tekmovanje, ko ni glavni namen harmonično izražanje gibanja in korist fizičnega telesa, temveč doseganje zmage, določenih točk, čim višji uvrstitvi na lestvicah, slava in ponos. Šport je postal torej neke vrste bojevanje, ko se primerja, kdo je več, kdo je boljši, namesto da bi se vsi izražali skozi naše fizično telo na podlagi enakovrednosti. In tudi gledalci, ko opazujejo športe, namesto da bi tudi sami bili fizično aktivni, raje sedijo na sedežih, na tribunah ali doma pred televizorji in potem uživajo v čustveni zadovoljitvi, ko se poistovetijo z nekim moštvom in si potem lastijo zasluge za njihovo zmago. To je manifestacija umske ločenosti, ko zapademo v neko iluzijo, ko verjamemo v neko laž,
ko si prisvajamo zasluge drugih. Čustva, dobri občutki so postali temeljna droga, z katero se ljudje zasvajamo, ki nas zaslepi in nas naredi nerazumne. Zato kljub temu, da je na temu svetu vsega dovolj za vse, se obnašamo skrajno neodgovorno in nam je mar zgolj za lastne občutke, za lastna prepričanja, za osebni interes, za lasten prav. Predlagam, da prenehamo z takim početjem, da se zamislimo nad sabo, da postane šport pristno, prijateljsko druženje in izražanje skozi fizično telo, s tem, da se upošteva njegove interese. Več informacij glede tega najdete še v povezavah tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.